Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. A poznate tole? A veste, zakaj je to? No, ko si kupite tole, pol dobro ugotovite vse predele vaše kopalnice, ker to morate ponovati malo bolj gor obesiti, pol pa tole gre pa, bomo malo bolj razložili. Jana Kristanc je v naši družbi iz centra Eko 365 in ker bomo obdelali danes teh 365 dni, pa smo zdaj v prvih mesecih, dajmo poudariti, zakaj je zdaj najbolj primeren čas. Ja, zdaj čez zimo se nam nabere dosti raznih strupov, tudi mogoče kakšne praznike malo bolj pojemo, pa tudi tako zgodovinsko nekako takrat ponovadi malo že hrane zmanjkuje, živali v bistvu tudi, recimo, ko gre na pomlad, začnejo strupe ven zločati in zato v bistvu je dobro, da pride pomlad, da ni toliko pomladne utrujenosti, da smo polni energije, da spravimo te stvari ven. Poleg tega je to zelo primerno, ker veliko lažje iti na post, pa kaj tazga zdaj, ker še ni toliko svežega sadja pa zelenjave, ker pol je res fino, da se stizga bolj najemo. No, iskrene čestitke za 28 dni posta. Hvala. 28 dni in minus 15, ne? Minus 15? Ja, kilogramov. Ja, kilogramov. Ja, kar nekaj šlo dol. Ker še nadaljujem, ker v bistvu zdaj od mojega dolga posta je že ne 10 let, pa je kar fino se malo resetirati na vsake toliko časa. In 28 dni si že na postu. Kako gre v bistvu? A je vsak dan zase težek ali to pol zdaj si se že kar navadila tako? Ne, sploh ne se kar navadiš, gre za to, da nekako si kar distanciran od hrane. Veliko je treba piti, sokovi, pa obvezno zjutraj klistir. Tukaj je v bistvu pa ali se razstrupljamo s postom ali pa brez njega, v bistvu je treba klistir delati. In sicer najboljši je v bistvu, če je kavni klistir. Mogoče si se slišala, po Gersonovi terapiji je kavni klistir tisti, ki nam res pomaga razstrupiti jetra. Gre za to, da gre v bistvu, pa mogoče začnimo na začetku, kako se sploh klistir naredi, da bo potem razložila, zakaj je ravno kavni. To je vrečka, v bistvu, ki se uporablja za spiranje črevesja. To je postopek, ki so ga že stari Egipčani poznali, v bistvu, zato so rekli, da se morajo da se produkti presnove izločijo. Ponovadi je bilo to iz kakšnega ovčjega mehurja, pa kakšna mogoče izdolbena koščica. In se to uporabljalo. In še naprej v bistvu skozi celo zgodovino, Hipokrat in vse do nekako prve svetovne vojne, dokler ni mogoče bolj farmacija postala močnejša, pa se je to malo pozabilo, da je to ena taka stvar. Gre za to, da tukaj natočimo 1,2 litra sobe vode temperature 37–38 stopinj, vtaknemo cevko v zadnjik, malo lahko namažemo in potem lepo počasi. Ja, antiseptično. To je super z oljem. Počasi v bistvu steče v črevo, fajn je malo pomasirati, malo zadržati. Ja, no, pač te tehnike v bistvu bomo še bolj opisali kje drugje, recimo najboljše na kolena, potem se malo ližemo na desni bok in potem pomasiramo, potem pa gremo izločiti na stranišče. Zelo pomaga tudi pred kakšnem zaprtju. Vsekakor je zelo pomembno, če smo na postu, se vsako jutro sklistiramo, da te toksične produkte spravimo ven. Nekje v drugi svetovni vojni so pa ugotovili še, da je kavni klistir pa še veliko bolj učinkovit, bolečine, vročina in tako naprej vse zniža, ker grejo v bistvu ta kava po hemoroidni veni v portalno in potem jetra spodbudi, da 7-krat hitrejš izločajo strupe. Hkrati pa v bistvu tudi vpliva na ves encimski sistem od transferaze S, glutationa, ki je v bistvu tudi povezan s tem zrakovimi celicami, kar pomeni v bistvu, da tudi zato je toliko učinkovit, recimo tudi pri Gersonovi terapiji. In stvar je v tem, da če mi spijemo ali na postu ali tako, razstrupljamo se lahko tudi brez posta, da spijemo veliko zelenih sokov, tudi sadnih, in če spijemo lepo 3/4 litra soka, je fajn narediti en kavni klistir. Ker telo je spravilo zdaj vse te toksine do jeter in ko imamo kavni klistir, se v bistvu 7-krat hitrejše to izloča. Zadržimo ga 15 minut, to je v bistvu ekološka kava, ki je kuhana v litru vode, 3 žlice in potem se to zdrži 12–15 minut in vsake 3–4 minute se vsak kri prefiltrira pred jeter, to pomeni, da sproti čiščimo toksine ven.
In to je res učinkovito razstrupljanje. No, midva bova pa zdaj na zdravje, ne? Ja, Dobesedno na zdravje iz pirine to trave. je pirina trava, zelena kaplja, v bistvu, če nimamo možnosti sami si jo posočiti, se to dobi tudi pri nas zmrznjeno, šok zmrznjeno, tako da je praktično tako, kot če bi svežo in nekaj najboljše, kar lahko za telo naredimo. Juhu, na zdravje. Požvrklat. Zanimivo. Ha, kaj pa to, Sladka kad travo sta. pijemo? Ja, boljš kot da bi kadila, no pa. Ja, različni so načini, ne? Kakor kjeramo sede. No, v Eko 365 v teh mesecih torej dajete velik poudarek na razstrupljanju Ja, in tako ne je. samo, da dajete poudarek, še sami si greste to, ne? Več kot Ja, očitno seveda. 28 Oba z dni. možem se praktično vsako leto postiva, tak čas. Tam vse od enega do 4 tednov so do zdaj, no. Zdaj pa bomo videli, dokler bo šlo. Dokler bo šlo. Dokler se v redu počutiš v bistvu in gre, imaš energijo, je stvar v redu, pa če si zdrav, ne? Si že na osebnem rekordu? Ne, še 38 imam osebni rekord. 38, no, Ja. ok, imaš še malo lufta. Bo naredila še kakšen sok? Greva še kakšen sok No, narediti. pojva. Evo ga, super, tole zdaj Kristin ne raba zraven, ne? Ne, pri soku ne. Tako. Ni ga lepšega pogleda kot na sveže sadje in zelenjavo. Lahko daš kakšne zelene stvari. Zdaj, če nam je kakšna okus prehud, sem tlele tudi meto prinesla. Drugače pa tudi korenček, recimo, je en tak zelo razstrupla. Tudi ima veliko karotenoidov, pravi, da tudi rakave celice ubija. Zdaj na postu ali pa na razstrupljanju v bistvu je edino pravilo, da ne pretiravati s sladkimi stvarmi. Da se spet pozablja vklopiti. Torej ne pretiravamo z sladkimi stvarmi, ne? Predvsem je bistvenega pomena to, ne, da se razstrupljamo. Ja, da je čim več zelenja. Se pravi, v bistvu, če kdaj zmanjka, v bistvu nam, pa tudi mogoče kot vsako jutro, kot začetek, je tale zlata kaplja tudi super, ker nam pomaga prebroditi to, da mogoče kdaj nimamo stvari, nimamo časa. Drugače pa čim več zelenja, boš dala kar veliko mete. Čim več zelenja, da dobimo klorofil, v bistvu, ki nas skrbi telo s kisikom, z posebnimi potrebnimi minerali. In hkrati v bistvu več kot soka zaužijemo, močneje se razstrupljamo. Močneje se razstrupljamo? Močneje se razstrupljamo. Zato lahko v bistvu, če ne delamo kavnega klistirja ali pa klistirja nasploh, lahko recimo tudi par litrov soka je že kar glavobol, ker enostavno ti toksini grejo tako hitro v kri, ne. In povzročajo v bistvu, da se slabo počutimo, če jih ne uspemo izločiti. Tako da v bistvu je zelo fajn pomlad, vsako pomlad narediti eno tako oren kuro, pa tudi na splošno uživanje sokov v bistvu je zelo koristno. Nam malo ohrovta še. Ohrota? Ja. Si upaš malo zelja? Što? Stvar je v tem, da kot preventiva ali pa če nas karkoli matra, je to vedno v bistvu dobrodošlo, tudi ne vem za, a veš, ne vem, če si slišala, da je 80.000 kemikalij vsak dan v bistvu pridemo z njimi v stik. Toliko je v bistvu toksinov, snovi, mislim, ki so bolj ali manj škodljive, ampak stvar je v tem, da jih ni bilo še 100 let nazaj, jih sploh ni bilo v okolju. Tako da mora naše telo vse to predelati, vsem tem se spopasti, nekam spravi, veže na beljakovine, veže na maščobe in treba je to kar čistiti, no. Fino vsak let eno kuro, fajn bilo pa, če bi lahko vsak dan si sok pripravili pa ga pil, zato ker v bistvu s tem vsaj neki teh, rekla, slabih učinkov. Takole, če pogledava cel dan, recimo, ne? Rekla si, da bi bilo fajn, da bi v bistvu vsak dan si pripravili kak sok, ne? Ne kupili, pripravili, ne kupili, pripravili. V katerem delu dneva je to najbolje? Najbolje je zjutraj. Zjutraj v bistvu telo najlažje vsrka, natešče, da v bistvu požvečimo v ustih nek zelen sok, na različne načine si ga lahko pripravimo, ne. Polka je že vse stvari v vrtu, kar čim več, karkoli najdete v bistvu, sam da je zelenjava, da je čim bolj zeleno, tudi potem, ko je divja hrana, kakšne koprive, tudi kakšen regrat in tako naprej, s tem, da v manjših količinah je lahko zelo močno in hkrati tudi zelo grenko. Se pravi, koprivce, ki bojo zdajle mlade, kar v sokovnih dneh. Ja, super, res.
pa regrat. S tem, da probite malo tako, malo listek 2, potem pa, mislim, kopriv lahko malo več. Listek 2, potem pa, kolikor vam paše, pa vse ne pretiravati. Divja hrana je kar močna. Divja hrana je ta prava, divja. Ja. Zdaj jaz bom v bistvu zato, ker pri postoji fino malo z vodo razrečem, dala močko še vode soku. Tukaj. To je destilirana voda. Tudi za klistiranje, če se le da, se priporoča destilirana voda. To stvar je potem, da s tem z destilacijo odzamemo vse te škodljive snovi, pesticide, hormone, klor. Po drugi strani pa ta voda v bistvu ima praktično nič delcev raztopljenih in najlažje v bistvu potegne od nas toksine in izplavi ven. Več, ko ima zdaj vode, v bistvu pri nas iz pipe so zelo mineralne in zelo močne, kar se tiče mineralne vsebnosti, kar pomeni, da imajo zelo majhno vrednost čiščenja telesa, ker ne morejo več vzeti nase snovi. Enostavno ne gre. Tako da destilirana voda je že tako priporočljiva za pitje, če seveda pijemo tudi sokove. Ker sokovi nam pa minerale vnesejo. In te minerali, ki so v sokovih na organske molekule vezani, so telesu veliko bolj sprejemljivi, se ne odlagajo ki na žilah, ampak jih dobimo direktno. In tukaj le noter, veš, sem videla eno glas za pšenično travo, ki je pisala kravelo prečrtana kad the middleman. V bistvu ni kalcij tisti, ki mi rabili mleko, da iz kalcija dobimo, v bistvu ga dobimo iz tanka krava, iz zelenja. Se pravi, krava se ne rabi znajdeti na krožniku. Ja, vsekakor ni nujno sploh zaradi kalcija. Evo ga. Na zdravje. Kaj dobi to za en nov pomen, ne? Ker takole nazdravljamo z zelenimi sokovi. To pa res na zdravje, ja. Dobesedno na zdravje, evo. Fajn, meni je to super. In kar mi je najbolj zanimivo, oziroma kaj je meni osebno prepričano k temu, da sočim, je pravzaprav to, da mi nimamo toliko finih zob, da bi lahko to tukaj fajn, prežvečili, da bi tukaj koristnih vsebin dobili, ker hrana je tako in tako v tem času zelo osiromašena, ne? Ja, tako je. In sploh po zimi, še toliko bolj. Tako da je fino, da dobimo tako malo več sonca. Zdaj 7. marca bo pri nas tudi predavanje o pirini travi pa koristih zelene kaplje. Naslednji teden tudi še nekaj o razstrupljanju, tako da kar se pogleda na naš koledar na spletni strani in se lahko oglasite kaj pri nas. Odlično. A se bomo še malo usedli? Ja, lahko. V redu. Še lahko stojiš pa to po 28 dneh? Ja, veš da. Ali bova spet delala ne rabila? Lahko. Lahko. Sem pripravljena ti me zmeri neki telovaditi pošleš. Ja, no, lej. Akcija, reakcija. Mogoče lahko rečemo še kakšno o tem, recimo, če se ne odločimo za post. Zdaj, marsikdo se še ne upa, mu je to mogoče preveč tuje. Vsekakor se da razstrupljati tudi drugače. Malo je fino, da vsem se pogleda tudi na vnos, kakšen je vnos hrane. Da recimo za nekaj časa, da se mogoče odpovemo mlečnim izdelkom, glutenskim izdelkom, tudi mesnim. Zelo v bistvu se priporoča, recimo, da se kar po tej knjigi Zdravljenje z Gersonovo metodo, ki se jih tudi pri nas dobi, da se lahko nekako tole dieto prevzame, ki je tukaj noter, hkrati se sokovi, da se dejansko spije tam 3/4 litra, liter soka na dan, da se naredi 1 do 2 kavna klistirja in lahko s tako kuro, kljub temu v bistvu, da uživamo tudi hrano, naredi recimo tako eno tako letno čiščenje telesa. Videli bomo tudi, da bomo imeli več energije, da se bomo bolj počutili. Rezultati v bistvu so takoj. Tako da je to res priporočljivo. Je pa drugače Gersonova metoda tista, mislim, da je ena izmed naših gosti govorila, da si raka v bistvu s tem pozdravlja. Ja, v bistvu začeli se je z zdravljenjem tuberkuloze, potem pa so ugotovili, da se zelo dobro odzivajo tudi rakov pacienti, da so imeli zelo dobre rezultate, tudi taki, ki so jih že poslali domov umreti. Dejansko da telesu možnost, da se samo ozdravi. In imajo zelo dobre, v bistvu zdaj večino vsem pač tja rakovi pacienti hodijo, ker so najbolj v stiski, drugače pa tudi za druge kronične bolezni so v bistvu ozdravljenja in tako prav neverjetno, pač ljudje pridejo po 2 letih čist prerojeni, prej so bili pa odpisani, ali pa trpijo celo življenje za nekimi problemi, pa je tako. Pa smo znova pri tem, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Ja, in pa res, kaj vase vnašamo,
in kvaliteto in količino. Tudi od preveč hrane se v telesu stvorijo strupi, ki se nam odlagajo. Tudi to treba vedeti. Narodi, ki so najdalj živeli, so bili tisti, ki so malo jedli. Ali so imeli pomanjkanje, ali pa tako so bili navajeni, v bistvu, da nimajo takih navad nažiranja, tako kot je mogoče sodoben svet. Jaz se zdaj tudi veliko ljudi zelo malo je, do večera, pa zvečer se pa napoka. Ja, to je problem. Ja. Čez dan v bistvu ker ni časa in tako naprej. Tudi to drugače je en prehranski stil, recimo ta pač, recimo, da se neki del dneva pustimo, ampak to je treba potem tudi delati z nekim znanjem, da recimo samo v obdobju 8 ur na dan jemo. To je varianta, ki mogoče gre zelo dobro z našim življenjskim slogom, ampak to pomeni res, da prej v bistvu pa voda, pa da mogoče tudi znamo nekako živeti na način, recimo, da se pol tudi izognemo stresu. Jana, po 28 dneh tvojega posta čutim, da si zelo umirjena, v enem takem notranjem miru v sebi, da si sicer polno prisotna, pa da se mogoče bolj zavedaš, kot mi vsi ostali tega tukaj in zdaj, ampak čutim eno tako mirnost. Je verjetno to tudi eden od teh dobrih stranskih učinkov posta? Ja, definitivno. V bistvu razstrupljamo telo in tudi misli. Nekako se poleg tega, da je nekako več časa za to, da je mogoče za en tak razmislek tudi samo od sebe, kar nekako tiste nepotrebne stvari odpadajo, jetra se čistijo, tudi pač jeza, zamere, karkoli tazga je bilo, gre nekam. In dejansko se vidim tudi odzive, ko so recimo več kot 2 tedna na postu, tudi ljudje opazijo, da je nekaj drugačno, da se drugače gibljaš, drugače si nekako prisoten res. Zanimivo, govoriš o hrani, hkrati pa govoriš o čustvih. Pa o duhovnosti v bistvu. Zelo veliko tercimo tudi gospod Videmšek, ki mi je uvedel prvi post, mi je se sam povedal, ampak moraš vedeti, da se ti bo, v bistvu, stvari se jo spremenile v tvojem življenju, zato ker v bistvu se duhovno nekaj premakne. Dejansko v bistvu pri meni se takrat začeli razni duhovni uvidi in te stvari, ko sem šla prvič na post. Dejansko takrat se mi zdi, ko je telo v bistvu nima toliko teh bremen, kar se tiče teh stvari, kar jo prebavi in tudi toksinov, kot da bi nekako energija bolj tekla, nekako si bolj povezan z sabo in z recimo višjim jazom, kakorkoli temu rečemo. Božja pretočnost. Ja, tako da je zelo priporočljivo. Tudi vsi ti veliki preroki, Mohamed, Buda, Kristus, vsi so v bistvu izvajali post, zato da so v bistvu se poglobili vase, da so se bolj povezali s sabo, da so prišli do teh svojih razsvetljenj in tako naprej. Zelo zanimivo. Ja. Hvala, da si nam zaupala vse to. Evo, razstrupljanje je zdaj tista ta prava tematika sploh za tale čas. Kdaj si rekla, da imate? Drugi teden, četrtek imamo predavanje, potem 7. marca je pa tudi o pšenični travi, mislim, pirini travi, v Zlati Kapli. Evo, najlepša hvala za vse te informacije. In ja, več kot očitno živimo v času, ko je pomembno, da imamo znanje o tem, kaj dajemo vase, kaj ti en pregovor tudi pravi, povej mi, kaj ješ in ti bom jaz povedal, kdo pravzaprav si. Naj vam bo svetleje.